Dobrodošli v novi epizodi podcasta Inspiracija. Spet smo skupaj, da se spet malo spomnimo na svojo globino, da malo raziskujemo sebe, da se malo porinemo, navdihnemo na svoji poti osebne rasti, da še kaj novega spoznamo o sebi, o svoji notranjosti. Skratka, vse to je namen mojega podcasta. Moje ime je Erika, za tiste, ki me še ne poznate. Sem mentorica na področju osebne rasti in pa ustvarjalka tega podcasta. V zadnjem času pa me verjetno poznate tudi kot ustvarjalko zvočnih melodij, zvočnih meditacij, z glasom, s kristalno skledo, tudi ob kitari. Skratka, skušam nekako pomagati ljudem, vam, da se priklopite na svojo notranjost, da se sprostite notranje, da se umirite, da skušate najti sebe v smislu, da se začutite svoje občutke, da začutite, kje ste v tem trenutku in od tukaj izhajate potem naprej v zunanji svet, v izraz sebe v zunanjem svetu. V tem času sem želela z vami deliti tudi, oziroma veliko delim z vami tudi verjetno tisti, ki me spremljate malo bolj, tudi ozaveščam vaš odnos oziroma odnos ljudi, ki ga imate do svojega glasu. Se mi zdi, da smo zelo pozabili na to, kako pomemben je v bistvu glas. Glas kot inštrument. Inštrument, ki ga uglasimo, in ko ga uglasimo, se uglasi tudi naše telo, se uglasi naša psiha, se uglasi naše življenje. Vemo, kako zveni en inštrument, če ni uglašen, ne? Rahlo je moteč za ušesa, tudi ne zdržimo dolgo ob taki glasbi. Skratka, tako je tudi z našim življenjem, ne? Če ni uglašeno z nami, nekako se ne počutimo dobro. In ne vem, koliko se ljudje nasplošno zavedamo, kako lahko res samo že svojim glasom, ki nosi naš podpis, to je v bistvu naša vibracija, nas samih, celokupnost nas. Že včasih rečem, da že po glasu človeka lahko spoznamo njegovo notranjost, če res dobro prisluhnemo, ne samo po tonu glasu, ampak tudi po tem, kaj govori oziroma kako govori. No? Začutimo, ali govori resnico, ali je iskren. Skratka, ali je to, kar govori, v skladu z njim. Skratka, glas je tisto orodje, ki nam je dano že ob rojstvu. Res je, da smo skozi naše življenje slišali različne informacije oziroma različne impulze, sporočila, ki so mogoče zaprla naš glas, ki so nas utišala, zaradi katerih smo začeli verjeti, da nismo dovolj dobri, da nismo vredni, da se sploh izrazimo, da naše življenje, naše čutenje nima pomena, da nima neke vrednosti. In to je marsikoga zaprlo v svoj svet. In marsikdo zaradi tega ne vidi poti ven. In tukaj si želim sama vsaj delček narediti nekaj, bom rekla, za ljudi, za tiste, ki to seveda čutite, da spoznate svoj glas, da spoznate, da se vrnete nazaj k sebi in začutite, da ste vredni točno takšni, kot ste. In da ima to, kar želite vi povedati, da ima vaša resnica, vaše življenje svojo vrednost. Ker ko podelimo sebe, ko izrazimo sebe na kakršenkoli način, tudi če ni to skozi glas, lahko je tudi skozi ali umetniško delo, lahko je skozi vrtičkanje, lahko kuhanje, lahko karkoli, kakršenkoli že izraz, karkoli za vas pomeni nek izraz, kjer čutite pretok, kjer čutite življenje, ima to lahko pomen za nekoga drugega. In to je tisto, kar daje ta kolektiven občutek povezanosti, da smo v bistvu eno, na neki ravni smo vsi eno, čeprav živimo različna življenja, čeprav imamo različne izzive, čeprav se nam zdi, da je včasih življenje do nekaterih bolj krivično kot do drugih, ampak vsi imamo v bistvu svojo pot, vsi imamo lekcije, iz katerih se učimo, in na drugi ravni se pa tudi povezujemo v srcu, kjer čutimo, da smo še vedno eno, da si vsi želimo ljubezni, da si vsi želimo sreče, da si vsi želimo biti slišani, videni. To je tisto, kar si v resnici želimo. Torej, da bi naše življenje tukaj imelo vrednost in ima vrednost. Točno takšno, kot je, z vsemi izzivi, z vsemi vzponi, z vsemi padci. Vse to ste vi, to je vaša resnica.
In to je vredno. In to ima vrednost lahko za marsikoga. Nikoli ne veste, recimo, mogoče ste že kdaj doživeli, ko ste nekomu povedali svojo resnico ali pa svojo zgodbo, da ste ugotovili, da je na drugi strani človek vas začutil in da se je lahko poistovetil s svojim življenjem, z vami preko svojega življenja. Ker v osnovni bazi imamo vsi ta občutek, da si želimo isto. In tako se krepi ta povezanost, ker se mi zdi, da v tem svetu je že itak dovolj razklanosti, itak dovolj sodb, itak dovolj zgražanja, katastrofiranja stvari. In vem, da včasih težko razumemo nekatere stvari, ki se zgodijo, ki so iz res razumskega, logičnega vidika grozljive lahko, težke, boleče, trpeče. Ampak je treba res razumeti tudi to, da smo vsi tukaj z razlogom. Ja? Čeprav je to težko razumeti, mogoče se bo slišalo, da je to nek beg iz realnosti. Ni beg, to je naša osnovna resnica. Res pa je, da iz tega človeškega vidika smo pa res dejansko še vedno na poti in so stvari, ki so boleče. In recimo zvok je medij, ki je meni pomagal zaradi vseh travmatičnih stvari, ki so se mi dogajale v življenju. Sem v bistvu bežala iz svojega telesa dobesedno, z energijo. In dejansko nisem bila v svojem telesu. In zvok mi je v bistvu pomagal, petje, pesem, izražanje, koliko sem pač lahko, da sem se v bistvu usidrala nazaj v svoje telo, da sem zaznala v sebi, kaj sploh čutim. Ker vsaka travmatična situacija, nekaj, kar nas prizadane, vse, kar smo pač doživeli na svoji poti, pa ni bilo predelano na pravi način, ker je bilo mogoče v tistem trenutku preboleče, ali pa ni bilo okolja, kjer bi lahko v bistvu to izrazili na zdrav način, da bi šlo skozi nas, se je usidralo v naše telo, v naše celice, v naš zapis, v našo dušo, če želite, v naš energijski sistem. In to je naredilo določene blokade v nas, zaradi katerih energija ne teče. Zaradi tega imamo potem težave z obiljem, z odnosi, z delom lahko, z vsemi področji svojega življenja, z enimi bolj, z enimi manj. Ampak razlog je večinoma tukaj. In z zvokom sem jaz osebno lahko v bistvu si ustvarila, kot že rečeno, ta varen prostor, kjer sem lahko varno sprocesirala te občutke. Da sem začutila varnost, da sem v tem trenutku dovolj in da so te moje občutki videni, slišani, varni, pomembni, da jih izrazim. In ko sem jih izrazila, se je v bistvu ta kanal v meni sprostil. So se energije sprostile in sem lažje zadihala in šla naprej. In potem šele so se mi v glavi sestavile slike, zgodbe, uvidi, zakaj je prišlo do tega, kako je prišlo in tako naprej. Ampak včasih ne najdemo besed, včasih ne vidimo cele slike, včasih čutimo samo občutek in ne vemo, kako ga izraziti, kaj povedati, kako z logičnim umom razložiti, kar se nam dogaja. In takrat recimo zvok pri meni je bil pač idealen zato, ker sem tudi zelo intuitivna in mi pomaga na tej intuitivni ravni sprocesirati nekatere stvari, ki šele potem pridejo v razum, da si te stvari lahko razložim. In ker tudi takrat, ko se zgodijo neke travmatične stvari, je to lahko preveč za našo psiho in zato v bistvu potlačimo, ker razum ne more dojeti, ne more razložiti in se avtomatsko takrat to zakoplje in se je zakopalo v našo psiho, v naše telo. In šele ko dobimo varen prostor, varen občutek, da lahko to spet izrazimo, da se lahko ti občutki dvignejo, pojavijo, takrat lahko potem varno to tudi sprocesiramo. In kako se to kaže na ljudeh, kot vidite, veliko je v ljudeh gneva, veliko je jeze, veliko je žalosti, ki se kaže pač na različne načine. Eksplodira nek dogodek, ena stvar traumatična, tragična in takrat v bistvu vidimo, koliko enih stvari pride iz nas. In prav je tako. Prav je, da se
bom rekla, dvignejo te občutki, prav je, da pridejo na plano. Problem nastane, ko ni zavedanja, da je to prihaja res iz nas zaradi drugih razlogov v resnici, ne? Globih razlogov. In šele ko se to zavemo, lahko potem te stvari tudi varno sprocesiramo, ker ljudje smo zdaj še vedno na tej ravni večina, no, da bruhamo navzven, ko nas nekaj močno gane, čustveno gane. Začnemo bruhati navzven, iščemo razloge izven sebe, iščemo rešitve zunaj sebe, iščemo ljudi, ki bi nas rešili na tak ali pa drugačen način, prelagamo odgovornost na druge, ker se je težko soočiti samim sabo, ker je težko čutiti vse te občutke, ker večina še vedno nima orodja, kako to narediti. Ne? Sicer seveda iščemo potem pomoč na različnih koncih, na različne načine, vsak seveda najde svoj način, ampak dejstvo je, da takrat rabimo ali orodje, ali način, ali zavedanje, kako to sprocesirati, da ne ranimo drug drugega. In zame je bil pač zvok ta način, najbolj zdrav način, ki sem ga našla, ki mi je bil najbolj varen, sploh takrat, ko sem neki ravni tudi nehala zaupati v ljudi. Nekako izguba zaupanja je bil en del procesa različnih travmatičnih dogodkov, zlorab in tako naprej. In je bil kot ta prva stopnička zvok tisti, ki mi je ponudil najbolj varen prostor. Ni pa to za vsakega, seveda. In dostikrat slišim, vidim, kako ljudje zelo radi poenostavljajo oziroma hočejo nekako videti te stvari, da kogarkoli ali prepričujem ali pa hočem povedati, da je to edina prava pot. Glejte, moj namen definitivno ni to, nisem zaradi tega tukaj. Vse, kar želim, je to, da pač delim z vami to, kar je pomagalo meni na moji poti ozaveščanja, z namero oziroma z željo, da kaj od tega pomaga tudi vam. Da najdete kakšen delček, ko si rečete, aha, to sem iskal, mogoče pa to tudi lahko meni pomaga pri moji situaciji. Daleč od tega pa, da želim komorkoli karkoli vsiljevati, prepričevati, prodajati. Seveda želim si tudi čim več vam dajati preko živih delavnic, iščem načine, kako pač priti do vas, da bi poskusili, začutili, če vam mogoče ta način pomaga, da se tudi vi čutite videni, slišani, da začutite občutek varnosti v svojem telesu, da izkusite na sebi. Potem pa seveda prosta pot, da iščete naprej, prosta pot, da se sami odločite, a je to za vas, a vam pomaga, a vam ne pomaga. In tu se mi zdi, da je tudi veliko enih zablod, bom rekla, oziroma veliko enega pljuvanja in obsojanja in zgražanja, kar se tiče dela na sebi, osebne rasti, duhovnosti. Vem, da so ljudje že alergični na vse te in New Age zadeve, tako imenovane. Jaz osebno se ne mečem v nobeno kategorijo, ne New Age, če tudi mogoče uporabljam kakšne izraze, ki pač se pritičajo temu, ampak moj namen je iskren, no? Moj namen je enostavno deliti z vami to, kar jaz sem, to, kar vem, to, kar čutim, to, kar je moja resnica. In mogoče je tudi to potem vam navdih, da tudi vi storite podobno, ker se mi zdi, da je pomembno, da začnemo izražati sebe, da je pomembno, da govorimo o stvareh, da se pogovarjamo o stvareh, da se pogovarjamo tudi o težkih stvareh, o težkih občutkih, o tem, kar se nismo učili v šolah, mogoče, o stvareh, ki vzbujajo veliko, bom rekla, ene napetosti, gneva v ljudeh. In zdi se mi prav, da se zbudijo te stvari. To so speče stvari, ne? Pravim, ta speči vulkan, ki mora enkrat izbruhniti na plan, da vidimo, s čim se lahko sploh ukvarjamo, kaj je tisto, kar potrebuje zdravljenje, kar potrebuje pogovor, kar potrebuje rešitev na nek način. Ampak začne se pri vsakem posamezniku. Torej, da začnemo sprejemati odgovornost za svoje življenje, za svoje občutke, za to, kar se nam je zgodilo v življenju, in skušamo res na nek način to sprejeti, iskati načine, kako izboljšati določene stvari, sploh kar se tiče komunikacije. V zadnjem času vidim res
Dajmo si pustiti živeti, dajmo pustiti vsakemu svoje življenje, vsakemu svojo pot, če tudi se ne strinjamo drug z drugim, če tudi nam pot drugega niti malo ni všeč, imamo v tem določene predsodke, poglede in tako naprej. To še ni razlog za sovraštvo, to še ni razlog za poniževanje drugega. In to se mi zdi zdaj bistveno v tem času, da se enostavno nehamo kregati in dokazovati lasten prav, dokazovati lastno vrednost, ampak začeti res delati na tem, kako bomo začutili svojo vrednost v sebi, brez potrditve drugih, brez da zbiramo, svoj pleme, s katerim bomo napadali drugo pleme. Iščimo svoje pleme, seveda, iščimo ga z namenom, da se lažje opolnomočimo, da lažje stopimo v svet, ampak pustite si tudi svobodo raziskovanja, rasti, ker vse stvari v življenju se spreminjajo, vedno znova in znova. In spreminjamo, rastemo tudi mi. In oblike se spreminjamo, v svoji esenci ostajamo isti. Smo ta ljubezen, pa če tudi mogoče težko zdaj sprejmete to besedo ljubezen, ampak to nas drži po konci, to smo v resnici mi. In dajmo narediti vsak, kar lahko, kar mu je v njegovi moči, da vsakodnevno zbujamo v sebi to vedenje, to zavedanje, da se imamo rajši v življenju, da smo bolj ljubeči drug do drugega, predvsem pa spoštljivi. Spoštljivi do drugačnosti, do drugačnega razmišljanja, ki je drugačen od našega, pa bo svet lepši. No, zmer se malo, sprostim, ko govorim o teh stvareh, ker mi dolgo ležijo res na duši, to vam vedno pravim, ker res mi je pomembno, da se pogovarjamo o takih stvareh, ki so, očitne, pa jih mogoče ne vedno izgovorimo na glas. Tako da govorite tudi vi svojo resnico, povejte. Ne samo, kaj si mislite, ampak povejte, kar vam leži na duši. Bodi si nekomu, ki mu zaupate, bodi si pač tam, kjer se počutite res varno in slišano. In to je to. Toliko za enkrat. Hvala, ker ste prisluhnili. Želim si, da vam kaj od tega sede, pomaga, vam razsvetli kakšno situacijo, vprašanje, pogled na kakšno stvar. In seveda, če imate tudi kakšno vprašanje ali pa mogoče kakšen predlog za naslednjo temo podcasta Inspiracija, čeprav jih imam nanizanih že veliko za naprej, ampak sem zelo odprta tudi za vaše predloge in vaša zanimanja, ker se mi zdi, da skupaj lahko tako res malo ustvarimo eno tako skupnost, kjer se lahko odprto pogovarjamo o določenih stvarih. Tako da vabljeni, da mi v komentarje na socialnih omrežjih napišete tudi vaše predloge ali pa vaša razmišljanja seveda in čutenja. Hvala in se vidimo v naslednji epizodi. Lepo se imejte.